18. usporednik. Danes smo v 18. usporedniku poklicali našo bližnjevzhodno dopisnico Karmen Švegelj. Dober dan, želim, pozdravljena. Dober dan. Premirje v Gazi, začniva tu, krhko je, lahko bi prenehalo veljati, če se sprti strani ne bosta uspeli dogovoriti o njegovi drugi fazi. Mirovna pogajanja potekajo v Kairu, medtem pa se konflikt seli tudi na Zahodni breg. In zato, Karmen, najprej vprašanje, kakšne so razmere tam in kako torej kaže ohranjanju tega, kot rečeno, krhkega premirja? Ja, veliko strahu je v Gazi, če se pogovarjam s tamkajšnjimi prebivalci, da bi premirje lahko propadlo. Številni verjamejo, da v bistvu ni o interesu Izraela oziroma Netanjahove vlade, da to premirje vzdržuje naprej oziroma se dogovori o drugi fazi. Tako da to bi seveda pomenilo obnovitev vojne. In Gaza je že tako zelo porušena. Dokler premirje ni dovolj stabilno, se ne more začeti nobena obnova. Vemo, da je šele 2 tedna nazaj Izrael dovolil, da so v Gazo pripeljali prve stroje in gradbeno opremo, da so lahko začeli vsaj te ruševine, to kamenje odstranjevati. Veliko neeksplodiranih min je. Tako da ljudje čakajo, da bi se stvari dovolj stabilizirale, da bi se lahko obnova oziroma da bi lahko vsaj postavili začasna bivališča za ljudi, kontejnerje, boljše šotore, karkoli, da bi lahko nekako živeli. Tudi mrzlo je zdaj v Gazi, še vedno je zima, tako da noči so za otroke recimo res hladne. Poročajo, da je umrlo 5-6 dojenčkov v zadnjih tednih, ker jih ne morejo segreti dovolj, ker v bolnišnicah še vedno nimajo dovolj opreme za to. Tako da razmere ostajajo zelo težke v Gazi, kljub temu, da seveda zdaj od 19. januarja tam vlada to krhko premirje, ki pa bi lahko zelo hitro propadlo. Ja, vse skozi je torej v zraku dvom v to, ali bo premirje, kot praviš, zdržalo. No, ampak kako je z možnostmi za drugo fazo premirja in kakšna naj bi ta bila, ter seveda kdo bo določal njeno vsebino in potek? Ja, tukaj seveda nek dogovor je bil sprejet že prej, v času Bidenove administracije. Zdaj imamo novo real politiko, če tako rečem. V Beli hiši imamo Donalda Trumpa, ki pač to začenja iz točke nič, lahko rečemo. V Kairu se sicer pogajajo, čeprav pravijo, da izraelski pogajalci nimajo zares nekega mandata, da bi se karkoli dogovorili, ampak da gre nekako za neko proformo, da so torej poslali svojo skupino, da uradno vsaj ne obstruirajo dogovora, ampak dejstvo je, da si v resnici Netanjahova vlada ali pa on sam, če tako rečem, želi, da bi se podaljšala prva faza premirja, kar bi pomenilo, da bi Hamas še vedno postopoma izpuščal talce, medtem ko pa se izraelska vojska ne bi povsem umaknila iz Gaze. Včeraj je obrambni minister Katz jasno dejal, da bo vojska ostala v tako imenovanem koridorju v Filadelfiji, to je v bistvu obmejni pas med Egiptom in Gazo, kjer Izrael ustraja, da mora ostati, da tako preprečuje, da bi se v Gazo stekalo orožje, čez te predore, ki so še vedno tam ali pa jih mogoče ni več. Skratka, v bistvu tukaj Izrael ne želi priti v drugo fazo in ključna točka druge faze je, da Izrael mora iz Gaze umakniti čisto vse svoje vojake do zadnjega. Medtem ko bi Hamas izpustil izraelske talce, ki še vedno ostajajo ujeti v Gazi. V tretji fazi pa potem še vsa trupla tistih, ki so v Gazi umrli ali bili ubiti. Ampak torej še vedno smo pri prvi fazi in nihče točno ne ve, kaj bi lahko bila druga faza. Pogajanja potekajo preko Egipta in Katarja, kot so v preteklosti, ampak kot razumemo, niso prav blizu nekemu novemu dogovoru. Kakšne pa so razmere v Dženinu? Tam si bila pred kratkim, ne? Ja, Dženin je nekako novo bojišče, če tako rečem. To je sever Zahodnega brega, kjer imamo Dženin, Tulkarem, kjer se bijajo spopadi, ne takšni sicer kot v Gazi, tega ne moremo trditi. Gaza je res zgodba povsem zase, pa vendarle se nekako ta konflikt preselil. Izrael je tudi fizično v bistvu premaknil kar nekaj svojih enot vojakov iz Gaze na sever Zahodnega brega.
In tukaj vidimo, da je na begu že več kot 40,000 ljudi. Gre za največje premike po vojni leta 1967. Na begu je največ prebivalcev, ki so jih v bistvu prisilili, da so zapustili svoja bivališča v begunskih taboriščih. Ti ljudje so torej begunci že drugič, tretjič. Verjetno večina teh družin prihaja v bistvu iz krajev, ki so zdaj na severu Izraela, Hajfa in okolice, torej prišli so leta 1947, nekateri tudi leta 1950 in so se nekako ustalili v teh begunskih taboriščih. Potem leta 2002, vemo, je bil veliki spopad v Dženinu in potem so se ti spopadi vsakih toliko nadaljevali in ljudje so večkrat morali zapustiti svoje domove, ampak tokrat se dejansko bojijo, da se morda nikoli več ne bodo mogli vrniti, kajti Izrael znova nekako po šabloni Gaze uničuje sistematično domove tistih, za katere pravi, da so bili vpleteni v različne napade, ampak sama sem o Dženinu govorila s kar nekaj družinami, ki vztrajajo, da z ničemer nimajo nič z uporniki, z nikomer in vseeno so njihovi domovi skoraj povsem uničeni. Ti ljudje se v bistvu ne bodo imeli kam vrniti in tukaj je veliko strahu, da gre za neko načrtno uničevanje domov ljudi, ki bodo potem prisiljeni zapustiti ta območja. Na ta način morda to, kar se govori zdaj v Gazi, ne, da bi se Palestince selilo v soseščino, v neke druge države, da je potem to nek načrt morda tudi za Zahodni breg, ki vemo, da si ga Izrael želi priključiti in Trump je nekako celo govoril, da bi lahko v kratkem privolil to in priznal uradno priključitev Zahodnega brega Izraelu. Zdaj gre za okupacijo in tukaj je pomembna razlika med priključitvijo in okupacijo. Karmen, zanima me, bila si tudi v Siriji pred 2 tednoma in zdaj torej Izrael žuga Gazi. Vseh enot še vedno ni umaknil iz Libanona in zasedel je dodatni pas Golanske planote v Siriji. Kaj o tem meni tamkajšnja nova oblast in kako to sprejemajo prebivalci, kako vidijo svojo prihodnost pravzaprav po dolgoletni Asadovi oblasti in dolgoletni vojni? Ja, zanimivo je, da kot smo lahko slišali te nove oblastnike, ki sicer izhajajo iz nekega islamističnega, salafističnega okolja in so jasno bili nastrojeni vedno proti Izraelu in tudi sam Al-Shara, zdaj predsednik, je prej imel ime Al-Jolani in sicer to je po Golanski planoti, odkudar naj bi izhajali njegovi predniki, torej območje, ki ga zaseda Izrael. Ampak pravijo, da so izmučeni od vojne proti Asadu in da Izrael seveda nima nobenega razloga, da bi okupiral in si prisvajal še več ozemlja na tej planoti, ampak da, torej kot rečeno, se ne morejo v tem trenutku spuščati v nov spopad s Izraelom in pač pozivajo Izrael naj od tam umakne svoje enote. V tem trenutku ni želje po nekem spopadu. Tudi civilisti pravijo, da dokler nas pustijo v primeru in ne pridejo do Damaska ali se prisvojijo še več sirskega ozemlja, lahko s tem vsaj začasno živijo, da pač izraelska vojska je zavzela nekaj novih vasi in pravi, da je to neko tamponsko območje, odkudar se lahko brani. Videli pa smo, da Izrael nekako se zavzema, Izrael rad vidi na svojih mejah, če tako rečem, šibke države in tako si ne želi močne Sirije. Zavzel se je celo za to, da bi Sirijo se razdelilo na neka območja, kot je kurdsko, alavitsko, sunitsko in da bi potem nekako te enote bile vsaka dovolj šibka, da Izraela ne bi ogrožale. Tukaj vidimo, da se mednarodna skupnost, arabski svet, tudi seveda Evropska unija zavzema za Sirijo, ki ne bo razdeljena, torej da naj se Kurdi in nove oblasti vendarle pogovorijo, pomenijo in skušajo živeti v isti državi, spopadi še vedno potekajo na severovzhodu države, ampak v Siriji mislim, da so ljudje v tem trenutku še vedno, ne vem, vsaj nekateri, lahko rečem recimo na medenih tednih, ne, da so to še vedno tisti prvi meseci po padcu Asadovega režima, ko se marsikaj tolerira, ko ljudje so še vedno strašno veseli, da Asada ni več, da lahko gredo na ulico, da lahko povedo, kar hočejo. Ampak, torej, ko bo prišel nov dan, nova realnost, pa je veliko vprašanje, kakšna država bo Sirija. Če pogledamo Idlib, kjer je Al-Shara vladal že prej in recimo, da je to nek vzorec, po katerem želi
graditi novo Sirijo, potem marsikoga skrbi, da je nekako preveč islamizma, tam vidimo ženske so povsem zakrite. Sama sem govorila z nekaj učiteljicami v Damasku, ki sicer to novo oblast pozdravlja, ampak želijo, da ostane vendarle Sirija bolj sekularna država. Čeprav večina teh žensk se ne rokuje in ima pokrite glave, torej šal na glavi, pa vendarle menijo, da vera in država naj ostaneta ločeni in da tukaj morda ta islamistična oblast, in če je dejansko Idlib vzorec tega, je tukaj mogoče preveč islamizma. In če Al-Shara sam pravi, da želi prisluhniti ljudem, bomo videli, po katerem vzorcu bo v bistvu vodil državo. Mislim, da v tem trenutku je več vprašanj kot odgovorov. Skrbi pa veliko ljudi, da je napovedal, da bodo volitve šele čez 4-5 let, češ da toliko časa potrebujejo za novo ustavo, kar je za veliko ljudi preveč, predolgo. Torej veliko strahu, da je torej nek novi diktator, če tako rečem, nadomestil starega diktatorja in tega si nihče ne želi. Kakšen vpliv, Karmen, pa bo po tvojem mnenju imel na stabilnost v Siriji včerajšnji poziv ustanovitelja delavske stranke Kurdistana kurdskim borcem, naj odložijo orožje in razpustijo stranko? V bistvu je to velika stvar, da je Öcalan to sporočil preko številnih županov kurdskih mest, ki so si želeli, da se ta agonija konča. Dejstvo je, da je Erdogan v zadnjih letih dal zapreti veliko kurdskih voditeljev. Je pa, to je treba mu priznati, bil prvi voditelj, ki se je s Kurdi, ko je bil prvič izvoljen, začel pogovarjati in bil pripravljen skleniti mir. Potem se je seveda nekako združil s temi nacionalističnimi silami, ampak tukaj ima Erdogan seveda svojo lastno politično računico, da želi Kurde znova pridobiti na svojo stran, da verjetno vidi, da tukaj lahko ima več glasov, da lahko s njihovo pomočjo spremeni ustavo in ostane na predsedniškem položaju. Tukaj slišimo, da Kurdi v Siriji poslušajo Kurde v Turčiji. Ti so zelo pomembni za njihov boj, tudi sicer, kar se tiče logistike, podpore. Težko v Siriji Kurdi funkcionirajo brez delavske stranke, ki je seveda v Turčiji prepovedana. Tako da veliko ljudi meni, da bodo Kurdi v Siriji vendarle prisluhnili temu pozivu in bodo to videli kot izhodišče za to, da se začnejo z oblastmi v Damasku pogajati. Prvi znak tega je že bil 2 tedna nazaj, ko smo videli, da so se dogovorili, da bodo črpali nafto na teh območjih in jo potem transportirali v Damask in druge kraje in da ne bo prihajalo pri tem do napadov, spopadov, kar je bilo v preteklosti. Torej nek dogovor je bil sprejet o sodelovanju, ne še o tem, da so Kurdi sprejeli to oblast v Damasku. Verjetno bodo skušali izpogajati si nekaj več vpliva, da bodo imeli svoje pravice, jasno, svoj jezik v šolah, da bo neka kurdska ne avtonomija, ampak da bodo imeli neke svoje lokalne oblasti. To si želijo in mislim, da tukaj bi oblasti v Damasku lahko popustile. Treba je povedati, da ta oblast v Damasku je v tem trenutku še šibka. Enostavno, če si v Siriji vidiš, nimajo dovolj ljudi, da bi vse nadzorovali in bodo s Kurdi se skušali nekaj dogovoriti. Skratka, to je priložnost za to, da se Kurdi v Siriji in oblasti v Damasku dogovorijo in da ti spopadi, ki smo jim bili priča v zadnjih mesecih na severovzhodu Sirije, morda vendarle potihnejo. Naša bližnjevzhodna dopisnica Karmen Švegelj je gostja v tokratnem 18. vzporedniku na Valu 202. Karmen, proti koncu pogovora se vrniva tja, kjer sva pravzaprav začela najin pogovor v Gazo. Zdaj, v času, ko ni jasno, kako se bodo iztekla pogajanja in kakšna bo usoda razrušene Gaze, ameriški predsednik Donald Trump navrgal idejo, da bi Gazo prevzeli Američani, jo prelevili v neko mondeno letovišče, prebivalce izselili. Videli smo na enem od družbenih omrežij tudi
milo rečeno bizarno video predstavitev ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence, v kateri je izrisana predsednikova vizija Gaze, zasuta z denarjem in pozlato. Vidimo lahko tudi animirano verzijo predsednika Trumpa in izraelskega premierja Netanjahuja, kako ležita na ležalnikih v Mondenem letovišču. Kako te ideje in to video stvaritev sprejemajo Palestinci, kako Izraelci in kako tisti, katerim ne bi bili begunci po Trumpovi ideji nekako trajno podarjeni? Ja, seveda. To, kar vidimo zdaj na socialnih medijih in več je teh karikatur in filmčkov, to nekako priča o tem, kako absurdna je ta Trumpova ideja in kako nerealistična v resnici. Zanimivo je, da ta film, o katerem si govoril, prihaja iz proizraelskega računa, preden je ga Trump širil sam naokrog, je v bistvu ga širila neka proizraelska skupnost, če tako rečem. In tukaj vidimo, da v bistvu niti v Izraelu, kjer veliko ljudi podpira to idejo, ampak obenem vedo, da je neuresničljiva, menijo, da je to tako absurdno in tako nerealistično, da je v bistvu lahko samo snov za neko satiro. Torej, jasno, Gaza nikoli ne bo Mondeno letovišče. Palestince je strah na nek način Trumpa, ki je tako zelo nepredvidljiv, zanašajo se na svoje arabske sosede, arabske zaveznike, da ne bodo dopustili, da bi se to zgodilo, da bi jih kamorkoli selili. Čeprav, če se pogovarjam z ljudmi v Gazi, pravijo, ja, če bi nam kdo zares garantiral, če bi nam kdo pokazal, da dejansko je nekje hiša, kjer lahko živimo, svojimi otroci bi morda še šli, ampak vedno so nam obljubljali to in ono in nikoli nam niso tega v bistvu dali, ne države, ne domov, ne zatočišča, ničesar, tudi ko so ljudje v preteklosti bežali, nikoli v bistvu za njih ni bilo poskrbljeno, kot bi moralo biti, vedno so nekje obtičali v begunskih taboriščih, kot vidimo tudi več generacij ljudi tako živi. Palestinci enostavno ne zaupajo mednarodni skupnosti. Bojijo se, da jih bodo znova prodali za svoje lastne interese. Tudi neka dvoma je v arabske sosede, ki imajo jasno svoje gospodarske interese in politične interese in tukaj so Palestinci res velikokrat kolateralna škoda, kot da nima Saudska Arabija želi sklepati sporazume in se tudi dokopati do različnih modernih tehnologij, ki jih jim Izrael ponuja. Tako so tudi druge države, kot so Združeni arabski emirati, Bahrajn, sklenile mirovne sporazume s Izraelom in zato Palestinci niso dobili ničesar v zameno, čeprav se je najprej govorilo, da bo to pogojeno s pogajanji za ustanovitev palestinske države. Saudska Arabija za zdaj še vedno vztraja pri tem, da bo z Izraelom sklenila mir, če bo Izrael jasno se zavezal k ustanovitvi palestinske države, ali bo Trump Savdice kako prisilil, da vendar sklenejo ta sporazum brez te obljube Izraela, bomo videli, to se lahko zgodi. Vidimo pa, da nobena arabska država ne želi sprejeti Palestincev zaradi lastnih interesov, torej in to bi zamajalo gospodarstvo in stabilnost držav, kot so Egipt in še posebej Jordanija. Po drugi strani pa nihče ne želi prečkati te rdeče črte, ko bi v bistvu s tem tudi izdali Palestince, podprli na nek način ali pa omogočili celo etnično čiščenje Palestincev iz Gaze in onemogočili to, da bi kadarkoli prišli do lastne države. In tukaj nobena arabska država ne želi prestopiti te rdeče črte. Zato tudi smo videli to tragedijo. Izrael je strašno napadal Gazo in tokrat edinikrat, so tudi druge vojne bile v Siriji, pa na Kosovo in še kje, ko so civilisti lahko zapustili ta območja. Gaza je edini prostor, kjer so civilisti ves čas bili ujeti in tarča napadov, ker se enostavno niso imeli kam zateči. Niso mogli zapustiti Gaze preko Egipta, Jordanija jih ni želela sprejeti, skratka, nihče ni želel sprejeti beguncev. In ti ljudje ostajajo na nek način ujeti v Gazi, ko je vojna in da bi zdaj prostovoljno zapustili Gazo, ko so se stvari umirile, se jim pa vendarle zdi, da je nekoliko smešno, napačno. Če bi to želel sprejeti, bi na zatočišče moral ponuditi, ko so po njih padale bombe. In če so preživeli te bombe, sami pravijo tako, bodo tudi Trumpa preživeli. Ne nazadnje bo v Beli hiši
še nekaj manj kot 4 leta. Zgodovina Palestincev je pa precej daljša. Karmen, izčrpno oglašanje, hvala ti za vse te informacije in ozadja. Na kratko, za konec samo še eno vprašanje. Več kot milijarda muslimanov začenja danes po sončnem zahodu postni mesec, Ramazan. 29 dni bo trajal z letošnjo osrednjo temo solidarnost. Kako se bo življenje spremenilo v tem svetu za prihodnjih 30 dni? Ja, življenje se nekako skoraj da ustavi v Kairu, to lahko vidimo, da v bistvu čez dan je vse mirno na ulicah, je zelo malo prometa, ko napoči čas za iftar, to je vsak dan ob sončnem zahodu, ko je tisti prvi obrok, ko ga ljudje imajo po postnem dnevu, ni niti enega avtomobila na cestah, lahko se sprehajaš sredi križišč avtocest, potem seveda nevladne organizacije, mošeje priredijo te večerje, skupne večerje za ljudi, tudi tiste, ki se tega ne morejo privoščiti. In nasploh je v Ramadanu že tudi vsa leta veliko solidarnosti, predvsem z ljudmi, ki imajo manj. Nekako ljudje pravijo, da imajo srečo, če imajo več denarja in da to srečo vsaj v času Ramadana morajo deliti s tistimi, ki pač imajo manj sreče ali pa celo nesrečo. In te solidarnosti je veliko tudi v šoli, vidimo, da se zbira hrana, da se zbirajo igrače za otroke, ki nimajo dostopa do vsega tega. In letos, predvsem zaradi Gaze, s katero res sočustvuje muslimanski svet, je te solidarnosti še veliko več, povsod se zbirajo, kot rečeno, stvari tudi za ljudi v Gazi, da bi jim to poslali in jih obdarili v tem slavnostnem mesecu na koncu Ramazana, ko bo v bistvu iftar, ko bo Eid, praznik in takrat, da bojo v bistvu vsi, tudi tisti, ki sicer nimajo dostopa do daril in tega, da bojo torej vsi lahko kaj dobili. Hvala lepa. Karmen Švegelj za tole oglašanje. Vse dobro želim in srečno. Hvala. Lep pozdrav.